Resnično za hlapca nisem rojen. Morda bi rad bil napojen in nasičen, morda bi rad sladko počival pod gospodarjevo streho. Ali moje koleno je tako ustvarjeno, da se ne upogne rado, ne uboga pa, če mu sam ukažem. Ni bilo treba, da ste mi prišli oznaniti, sam sem vedel, kakšna sodba mi je govorjena. Za mučenca nimam veselja, za junaka ne daru. Ali zgodi se, kar se mora zgoditi. Oskubite jastreba, v goloba se le ne bo spremenil. In naj se škrjanec 9-krat zakolne, lajal ne bo nikoli. Zares sem vam od srca hvaležen. Pokazali ste, kaj je moj posel. Iz hlapcev napraviti ljudi. Tovarišice in tovariši, cenjeni gostje. Dober dan in pozdravljeni na slavnostni seji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ob dnevu upora proti okupatorju. Na slovesnosti v čast ustanovitve Osvobodilne fronte in vseh dogodkov, ki so obogatili in oplemenitili slovenski narod. Dogodkov, ki govorijo o hrabrosti, tovarištvu in o ljubezni do rodne grude. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da na današnji seji predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB in tudi današnjega slavnostnega govornika Turnška. Člane predsedstva in sveta zveze ter člane ostalih delovnih zveze, predstavnike domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in vse današnje odlikovance. V serije in največjim zadovoljstvom pa pozdravljamo tudi predstavnike Zveze koroških partizanov. Današnjo sejo pričenjamo s pesmijo. Učenci osnovne šole Notranjski odred Cerknica so tako polni energije, da bi najraje skočili v 5. nadstropje. A tja ne moreš skočiti. Tja je potrebno narediti stopnice. Ena od njih je zagotovo spoštovanje vrednot naših prednikov, vrednot narodno-osvobodilnega boja in partizanstva. Ob pomoči mentoric Daše Jozen-Kranz in Jasmine Žagar stopajo po teh stopnicah. Proti novim ravnem svobode, po nezavisanih vodah, z novimi zemljevidi. Zgrabimo kompas in se jim pridružimo. Vsi se moramo še veliko naučiti in veliko dajati. Prečuden cvet je v grapi črni, pod njim tih partizan leži. Pleto se v žalni venec trni, nad njim oblak kot lučkovi. Glej rodno zemljo, glej višave, odete v zasvetljeni dan. Na grobu cvet nesmrtne slave, doslej na naših tleh neznan. Zaliva luč ga vedno mlada, studenec novega sveta. Solze je posušila nada, skozi smrt življenje pot pelja. Prečuden cvet je v grapi črni, cvet iz globokih korenin. Nad njim odmeva glas srebrni, premagal smrt je, mlad trpi.
Ne dajte si ga vzeti, ne pretrgajte vezi z Bogom. Čuvajte ga v svojih domovih kot lučko, naj ne ugasne. Pride dan, ko ga bo usoda zopet poveličala. Gorje narodu, če pognoji travnike z lastno krvjo. Ne bo pasel svojih čred v zelenicah. Sovrag pride in popase s tujo čredo. Sin, če od očeta vse pozabiš, če se ne domisliš niti gomile, kamor zasuješ moj prah, če se ne napotiš na jug, če odrine narod za soncem proti zatonu, ne pozabi teh besed. Velik bo Sloven,
Bival v pomirnih hišicah, rejene bodo njegove črede. Svobodno sonce mu bo svetilo leto in dan, če bo ode složen z brati. Če ne, pride tujec, postavi mu peto na tilnik in svobodni postane sužen. Tovarišice in tovariši, 27. april je postal simbol odpora, simbol boja za obstanek, simbol nastanka slovenske države in slovenske nacije. Takrat, v tistih za slovenski narod usodnih trenutkih leta 1941, smo se zavedli, da gre za obstoj naroda, da smo obsojeni, da kot narod izginemo ali pa postanemo hlapci. In kot pravi Prešern, manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Ko gre za obstanek naroda, postanejo vsa politična, verska in ideološka razhajanja nepomembna. Bili smo neizprosen boj s fašističnimi in nacističnimi silami. V trenutkih, ko so sile Tretjega rajha podjarmile 13 evropskih držav, ko vojne na vzhodu še ni bilo, Hitler in Stalin sta si razdelila Poljsko, zavezniške koalicije tudi še nikjer ni bilo. Jugoslovanska kraljeva vojska je klavrno propadla. Slovenija je bila razkosana na 4 dele. V teh temačnih dneh se je majhen slovenski narod uprl nacifašizmu. Slovenskemu narodu se je prebudil razžaljen ponos in uporniški duh. Upor je bil spontan. Bila je vseljudska vstaja. Bili smo neizprosen boj za obstanek naroda. Osvobodilna fronta, v kateri so se združile vse protifašistične skupine, je bila dejansko slovenski narod. Prevzela je odgovornost za obstoj naroda. Osvobodilna fronta je postala prva slovenska oblast. OF je ukrepala kot država. Povedla je narod v organiziran boj proti okupatorjem. Organizirala je partizansko vojsko, ki je bila dejansko oboroženo ljudstvo. Zavest smrtne obsodbe je rodila reakcijo samoobrambe. V temeljnih načelih je postavila zelo jasen program bodoče slovenske države. Ponovno je oživil program zedinjene Slovenije, ki se je rodil že v 19. stoletju. Iz prvih partizanskih čet in odredov so zrasli bataljoni, brigade, zrasla je slovenska narodno-osvobodilna vojska. V narodno-osvobodilni vojni se je rodila slovenska država. Pomemben korak na poti do države je bil sklic Kočevskega zbora, prvega slovenskega parlamenta. Takrat je bilo odločeno, da kot suverena in nacionalna država
vstopimo v federacijo z drugimi jugoslovanskimi narodi in si obenem zadržimo pravico do same odločbe in izstopa iz federacije. To svojo pravico smo leta 1991 tudi uporabili in uresničili svojo samostojno državo. Slovenski narod je dozoral v nacijo. K matični domovini je bil priključen velik del Primorske in Prekmurja. O humanosti naše narodno-osvobodilne borbe morda največ pove ravno partizansko zdravstvo. Bilo je ena od bistvenih prvin nastajajoče slovenske države. V njem je deloval 201 zdravnik, 267 medicincev in čez 3100 drugega bolniškega osebja. Imeli smo 121 partizanskih bolnišnic, v katerih se je zdravilo čez 15.000 ranjencev. Nekaj od njih je bilo odkritih. Ali pa sredi vojne vihre je bil angažiran skoraj celoten 9. korpus za prenos 300 ranjencev na varno. Reševali smo čez 800 zavezniških letalcev, ki so se zrušili nad Slovenijo. Tiskal se je lasten denar. Na osvobojenem področju se je organiziralo šolstvo, ustanovilo se je gledališče, ustanavljali pevski zbori, kulturneške skupine, izdajali proglasi in časopisi. Imeli smo svojo radijsko postajo. Leta 1944, ob 100. obletnici Franceta Prešerna, se je natisnila njegova zdravljica. Česa podobnega ni poznalo nobeno odporniško gibanje ne v Evropi, ne v svetu. Postavljena je bila zelo uspešna varnostno-obveščevalna služba. Osvobodilna fronta je postala država v državi, z vsemi inštitucijami, ki jih ima država. Le v Ljubljani se je skupina klerikalnih politikov, bivših oblastnikov, zbranih okoli škofa Rožmana, hlapčevsko klanjala okupatorjem. Tudi izdajstvo in kolaborantstvo škofa Rožmana je brez primere v Evropi. Danes pa ima oltarček za zidove ljubljanske nadškofije. Izdajalci si ne zaslužijo drugega kot prezir. Danes nekateri pokvarjeni politiki poskušajo, da bi prikrili sramoto izdajstva in zločine kolaborantov, naprtiti odgovornost našemu narodno-osvobodilnemu boju tudi za pobite talce, požgane vasi, pomrle v taboriščih. Narod, ki si ni pripravljen boriti za svoj obstoj in zanj tudi umirati, ni vreden, da obstoja. To so pač hlapci. Gospodar se menja, hlapec pa vstane. Naša suverenost je bila po vojni zopet resno ogrožena. Se spomnite Informbiroja. Borci so se ponovno zbrali leta 1948, ko je bila ustanovljena Zveza borcev, ki od svoje ustanovitve dalje dosledno zagovarja vrednote, ki so se izoblikovale v času narodno-osvobodilne borbe. Zavedali smo se, da so vrednote, kot je svoboda, suverenost, človeško dostojanstvo, daleč nad ideološkimi in religioznimi prepričanji. Ko je leta 1968 Sovjetska zveza okupirala Češko-Slovaško, je bila ponovno ogrožena naša domovina. Slovenija se je zopet konkretno avgusta 1968 zbrala in slovenski politični vrh je v vili Podrožnik sprejel sklep. V primeru kakršnekoli agresije se bo Slovenija branila. Slovenci smo ponovno vzeli odločanje o svoji usodi v svoje roke in se vrnili k konceptom odpora iz narodno-osvobodilne borbe. Tega v drugih republikah bivše skupne države niso storili. Ponovno smo zgradili lastne obrambne strukture, teritorijalno obrambo, slovensko milico in slovensko varnostno službo. Ugledni člani Zveze borcev, nekdanji borci, častniki, generali, narodni heroji so aktivno sodelovali pri nastajanju in rasti teritorijalne obrambe, ki jo je sprejela kot obliko obnove Slovenske vojske za časa NOB, tudi Zveza borcev. Tako smo pripravljeni pričakali leto 88, 89, 90 in 91. Uprli smo se spremembi federativne politične ureditve, uprli smo se večinski prevladi raznih
nam tujih nacionalizmov. Vedno se bomo s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjali vseh žrtev in pogumnih borcev in bork za našo svobodo. Tudi ne bomo dopustili ponarejanja zgodovine. Toda ne smemo biti zazrti v preteklost. V vojni z nacizmom in fašizmom so se izoblikovale vrednote, kot so svoboda, suverenost, socialna pravičnost in kje smo danes. Danes neoliberalne korporacije, koncepcije, ekonomske politike poskušajo zavladati svetu. Ukinjajo socialno državo, delavci so zaščiteni daleč manj, kot so bili kdajkoli po drugi svetovni vojni, peščica je vedno bolj bogata, vse več ljudi pa vedno bolj revnih. Neoliberalistične koncepcije, ne samo ekonomske, pač pa tudi družbene, povzročajo vedno večjo bedo, predvsem na jugu Evrope. Pojav sodobnih oblik fašizma je samo druga stran istih neoliberalnih koncepcij. Revščina je dobro pognojena njiva, na kateri se razraščajo različne fašistoidne ideologije. Takrat, pred 72 leti, smo mislili, da je klerofašizem zavedno premagan. Ni. Danes klerofašizem ponovno obstaja in postaja vse agresivnejši, od širjenja laži v naši preteklosti do sovražnega govora in nasilja. Nove oblike fašizma se pojavljajo tudi drugod po Evropi. V Italiji paradira Casa Pound, ki širi sovražnost, rasizem, ksenofobijo, homofobijo in protiemigrantsko propagando. V Grčiji Zlata Zora, v Ukrajini častijo divizijo Galicien, prav tisto SS divizijo, ki je leta 1944 in 1945 pobijala po naših krajih. V baltskih državah zopet paradirajo v uniformah oboževalci SS. Fašistične skupine širijo ideologijo izključevanja, nestrpnosti. Neofašizem in neonacizem največkrat delujeta pod krinko domoljubja. Sejeta sovraštvo do drugačnih, sejeta sovraštvo pred emigranti, sejeta sovraštvo do istospolnih. Slavoj Žižek ugotavlja: v Evropi standardi o tem, kaj je javno dopustno, vedno bolj padajo in padajo. Stvari na nivoju rasizma, ki so bile pred 20 leti, 30, preprosto nemogoče, so danes tolerirane in sprejete. Danes smo priča tihe rehabilitacije mehkega fašizma, tako v Sloveniji kot v Evropi. Vse pogosteje srečujemo fašistoidne skupine, ki postajajo vedno bolj nasilnejše. Vedno pogosteje z mazaškimi akcijami skrunijo naše spomenike. V Jelenovem žlevu so spomenik razbili. Za Veliko noč je bil razbit obnovljen spomenik na bazi 20. Kadar se vodjem zazdi, da je potrebno, pritisnejo na pravosodje, poberejo transparente skrbno shranjene v frančiškanski cerkvi, z njimi pridrvijo pred sodišče. Po končanem teatru jih zopet postavljajo in spravijo v to isto cerkev. Problem niso obritoglavci, problem niso te mlade fašistične, neofašistične skupine. Problem je ravnodušnost in nesamozavest politike in vrha države, ki klerofašistične pojave in naše družbe tolerira. Dovolite mi, da končam z enim stavkom, ki ga poje Balašević. Čaka nas še 100 ofenziv. Hvala lepa, tovarišu predsedniku. Že drugo leto podeljujemo zlate plakete najboljšim krajevnim organizacijam Zveze borcev za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge Zveze borcev v svojem okolju in združenju, za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov, za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih znamen na svojem območju.
Po sklepu predsedstva zveze prejme odlikovanje 15 krajevnih organizacij. Plaketo bodo prevzeli njihovi predsedniki oziroma namestniki, podelil pa jih bo predsednik Tit Turnšek, ki ga znova vabim v svojo družbo. Prevzemnike plaket že kar zdaj prosim, da nam ne uidejo nazaj v dvorano, ampak ostanejo, da naredimo potem tudi skupno fotografijo. Zlato plaketo prejme krajevna organizacija Vinica iz Združenja Črnomelj, prevzame pa jo predsednik Franci Jontes. Plaketo prejme krajevna organizacija Stična iz Združenja Grosuplje, prevzame pa jo predsednik Andrej Krese. Ostanite tukaj, prosim. Plaketo prejme krajevna organizacija Kanomlja iz Združenja Idrija Cerkno, prevzame pa jo predsednik Viktor Medved. Iz Združenja Kranj prejme plaketo organizacija Preddvor Kokra in Bela, prevzame pa jo predsednik Marjan Gorza. Plaketo za krajevno organizacijo Lenart prevzame predsednik Janez Sabler. Plaketo prejme krajevna organizacija Tabor Ledina iz Združenja Ljubljana Center, prevzame pa jo predsednik Stanislav Stojnič. Za krajevno organizacijo Laze iz Združenja Logatec plaketo prevzame predsednica Karmen Čamernik. Za krajevno organizacijo Lovrenc na Pohorju iz Združenja Maribor plaketo prevzame predsednik Emil Kamnik. Za krajevno organizacijo Bodonci iz Združenja Murska Sobota plaketo prevzame predsednik Danijel Pelc. Za krajevno organizacijo Kanal iz Združenja Nova Gorica plaketo prevzame podpredsednik Franc Valentinčič. Za organizacijo Straža iz Združenja Novo mesto plaketo prevzame podpredsednik Franc Plut.
Za organizacijo mislinja iz Združenja Slovenj Gradec jo prevzame predsednik Andrej Borovnik. Za organizacijo Mirna iz Združenja Trebnje plaketo prevzame predsednik Milan Škufca. In za organizacijo Prebold, gospod Škufca je tu. In za organizacijo Prebold iz Združenja Žalec plaketo prevzame predsednica Boža Vrdev. Zdaj pa vabimo vse fotografe, da izkoristijo minuto in naredijo... Škofljico smo spustili? Se upravičujem, krajevna organizacija Škofljica iz Združenja Ljubljana Vič Rudnik, prevzame pa jo predsednik Jože Rojc. Iskrene čestitke krajevnim organizacijam, mi pa nadaljujemo s podeljevanjem zlate plakete Zveze borcev, ki jih bo ravno tako podelil naš predsednik. Zlato plaketo Zveze za dolgoletno predano in uspešno delo v Zvezi borcev in za pomemben prispevek za ohranjanje in promocijo vrednot narodnoosvobodilnega boja prejmejo Jože Kveder, Frančiška Lapajne, magister Robert Martinčič, Anica Meh, Jože Mirtič, Anton Podobnik, Mojca Slovenc, Stanislav Janez Zadnikar, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, v čigar imenu jo bo prevzela ravnateljica gospa Bernarda Dolničar. Zlato plaketo
nagrado za življenjsko delo prejme gospod Jože Muhič, župan občine Dolenjske Toplice. Jože Muhič je eden od 11 ustanovnih članov Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu. Bil je predsednik organizacijskega odbora in glavni urednik pri izdaji knjige o partizanskih grobiščih v Rogu, da bi v pozabo ne zbrisal jih čas. Kot župan je veliko pripomogel k temu, da je 16. avgust, dan poboja talcev izpod Hoste, postal spominski dan občine Dolenjske Toplice. Jože Muhič skratka si močno prizadeva, da zgodovina narodno-osvobodilnega boja ne gre v pozabo. Za malček glasbenega predaha pa bosta zdaj poskrbela Jadranka in Simon, ki nam bosta predstavili 2 pesmi. Šivala je deklica zvezdo in Na oknu glej obrazek bled. Na oknu glej obrazek bled, na lici grenki solzic let. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Po hribe šel je, dragi moj, s fašisti bije težek boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, utri si solze in oko. Tvoj fant gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Tvoj fant gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Preženi slutnje iz srca, ne delaj sama, si gorja. Ne boj se, da fant se ne vrne zgora in ne toči nikar solza. Ne boj se, da fant se ne vrne zgora in ne toči nikar solza. Dekle, saj ni več daleč dan, ko bo pregnan sveta tiran. Povrne iz boja se tvoj partizan, junak vsemu svetu znan. Povrne iz boja se tvoj partizan, junak vsemu svetu znan. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavo slavnih zmag. In vriskoma vrgel bo Titovko v zrak, ko stopil bo čez tvoj prag. In vriskoma vrgel bo Titovko v zrak, ko stopil bo čez tvoj prag.
Šivala je deklica zvezdo, zvezdo rdečo kot kri. Si zraven pela je pesmi, pesmi svobodnih je dni. Šivala je deklica zvezdo, k njej stopil je mlad partizan, ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Le šivaj deklica zvezdo, pa zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom gestapom zasegli krvavi smo boj. In še je šivala zvezdo, zapela je pesem na glas. Od vse povsod partizani prihiteli so k deklici v vas. Na kapi se zvezda bleščeča, na vhodu že zarja žari. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni proti črnih noči. Hvala Jadranki in Simonu. Mi pa smo prišli do najbolj slovesnega dela današnjega srečanja, do podelitve 2 listin Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Predsedstvo zveze je na seji 7. marca 2017 podelilo to najvišje priznanje dr. Zori Konjajev. Profesor dr. Zori Konjajevi se listina podeli kot najvišje priznanje za njena dejanja človečnosti in vere v zgodovinsko pravičnost slovenskega narodno-osvobodilnega boja. Za njeno vztrajno in nepopustljivo javno nastopanje v tem duhu, ko kot intelektualka in zdravnica humanitarka, pa tudi kot dejavna priča in vseživljenjska zdravnica, znanstvenica, kljub visokim letom stalno dopoveduje novim rodovom, naj bodo ponosni na našo partizansko generacijo in na vrednote, za katere se je borila. Ta listina ji je podeljena ob visokem jubileju, saj tovarišica Konjajeva pooseblja izjemne človeško požrtvovalnosti in dragocenosti. Listino ji bo podelil predsednik Tit Turnšek. Na isti seji predsedstva zveze 7. marca pa je bilo to najvišje priznanje podeljeno tudi Francu Severju Franti. Francu Severju Franti se listina podeli kot najvišje priznanje za njegovo neodjenljivo zvestobo vrednotam narodno-osvobodilnega boja.
Zanje se je bojeval že od začetkov druge svetovne vojne, vse do legendarne bitke na Menini planini, kjer je z veščim in drznim manevriranjem kot komandant svoje partizanske fante pripeljal iz smrtonosnega obroča okupatorske in kolaborantske soldateske. Danes je v javnosti znan kot živa priča tistih dni, saj z ostrim in pravičnim razumom brez predaha zavrača vsa podtikanja in izkrivljanja na račun nekdanjega partizanskega boja in idealizma, na katerem je ta boj temeljil. Prosim. Za komandanta Franto pa ima posebno presenečenje tudi predsednik odbora za Šarhov pohod, tovariš Božo Juhart. Drage borke, borci, dušice in tovariši, veterani vojne za Slovenijo in vsi ostali, spoštovani tovariš predsednik. Festival miru, morda veste, kaj je to, morda nekateri pa ne, nekateri ste bili tudi prejšnjo soboto z nami, ker 10. leto zapore neguje in ohranja vrednote, za katere so se borili mnogi znani Slovenci, za katere so se borili majstrovi borci, borci NOB 41-45 in tudi veterani vojne za Slovenijo. Zato mi dovolite, da izjemnemu tovarišu, izjemnemu prijatelju, izjemnemu človeku v imenu organizacijskega odbora izročim tole priznanje, ki bi ga sicer mogel prijeti v soboto na Treh kraljih na Pohorju, pa ga zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo. Zdaj je pa moj prijatelj in naš skupni prijatelj, tovariš Franto tu. In tovariš Franta, najti Gospod nad nami, ki ti nameni še veliko, veliko zdravih dni in veliko let naši sredini. Tovarišico Konjajevo pa bomo prosili za nekaj besed v zahvalo in v imenu prejemnika. Zvezi združenj borcev za vrednote NOB se v imenu vseh, ki so danes dobili priznanje za svoje delo, iskreno zahvaljujem. Ta priznanja so toliko več vredna, kajti dalo nam je še združenje, ki misli edino v naši deželi, ima v programu in tudi v svojem imenu etične kvalitete in nego vseh pridobitev moralno-etičnih v drugi svetovni vojni v narodno-osvobodilnem boju. Naš dolgoletni voditelj in človek, ki je bil nam vsem vzor, Janez Stanovnik, nas je ves čas spodbujal, naj ne pozabimo na moralne kvalitete narodno-osvobodilnega boja. On predpostavlja, da so bistveni temelji za normalne medčloveške odnose in za bivanje našega sveta. Mir, upoštevanje človekovih pravic, solidarnost in demokracija. In prav te stvari so tiste, ki so danes zamajale temelj našega sveta. Priča smo strahotni begunski krizi,
ko milijoni ljudi zgubijo svojo deželo, ki je razrušena zaradi vojne, živijo v nemogočih razmerah in kar je najhujše, ni nikakršne perspektive, kako, na kakšen način naj se to vprašanje reši. Evropa se je enostavno umaknila, postavila smrtonosne žice, sprejema zakonodajo, ki je proti človekovim pravicam, ki je proti demokraciji. Tudi o tem, kar je govoril naš predsednik, tovariš Turnšek, da fašizem dviguje glavo, ksenofobija. Mislim, da je to za vse nas, zlasti pa za odlikovance, velika, velika zahteva, da nadaljujemo s našim delom, da gojimo vrednote, ki so bile dosežene v narodno-osvobodilnem boju in da to posredujemo tudi mladim rodovom. Hvala. Najlepša hvala tudi tovarišici Konjajevi. Mi pa na oder znova vabimo učenke in učence osnovne šole Notranjski odred iz Cerknice. Oh
Partizanski boj za zmago nad nacizmom in fašizmom je naša zgodovina. Zmagovita. V bistvu prvo zmagovito dejanje naše zgodovine vseh časov. In ta boj in trud partizanov, borcev narodno-osvobodilnega boja je tisti, katerega ponosno praznujemo danes in ga bomo vse dni. Hvala, da ste praznovali z nami. Vse nagrajence prosim, da nam naklonijo še nekaj minut za skupno fotografiranje, vas pa vabim na klepet ob prigrizku. Drugače, ne?